pozdravljeni, še v mojem imenu. Najprej bi se rada zahvalila B festivalu in pa tudi seveda oddelku za živilstvo, da ga lahko predstavljam in s tem tudi naše delo. Predstavila bom v bistvu zgodbo katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil. In sicer eno zgodbo, ki jo pišemo že kar nekaj let in to nam omogoča, da tudi gremo nekako vedno bolj podrobno, vedno bolj specifično in v bistvu zadnji del te zgodbe bom danes predstavila. Njen glavni namen pa je v bistvu izpostavitev strategij ali pa novih strategij nadzora nad patogenimi mikroorganizmi, kar je tudi eden ključnih v bistvu ciljev za uspešno proizvodnjo varnih živil in s tem tudi javnega zdravja. Dovolite, da najprej predstavim skupino živilske mikrobiologije, kateri so tako mlajši kot starejši raziskovalci in pod vodstvom predstojnice, profesor Sonje Smole Možina, vsak doda en delček in tako sestavljamo zgodbo nekaterih patogenih, bakterij, kvarljivcev in pa tudi plesni, kot so na primer listerija, escherichia, salmonella, pseudomonas in pa tudi plesni, kot sem omenila. Nekakšno naš glaven modelni organizem pa so bakterije Campylobacter, črevesne patogene bakterije, ki so sposobne v bistvu bolezni, povzročijo bolezen, kampilobakteriozo, ki je ena najpogostejših v zadnjih letih, skoraj prva po številu prijav. Bakterije pa vstopajo v prehransko verigo človeka predvsem preko kontaminiranega perutninskega mesa in pa vode, mleka. To so nekako najpogostejši viri. Drugače, kampilobakteriji niso sposobni razmnoževanja v živilu, so tudi zelo občutljivi na okoljske pogoje, pa vseeno preživijo in povzročajo bolezen. Strokovnjaki tudi poročajo, da se število primerov približuje 9 milijonom letno, tako da so zelo zanimiv raziskovalni organizem, vendar tudi kar težak za samo raziskovanje v laboratoriju. No, sodoben način proizvodnje omogoča vstop patogenim v že samo proizvodno živil in potem prehransko verigo in tudi razvoj njihove odpornosti. Protimikrobne snovi se dodajajo že v kmetijstvu pri reji, predvsem kot zdravila, predvsem kot čistila pa sredstva za ohranjanje surovin. Tekom ostalo proizvodnje se potem uporabljajo predvsem kot sredstva za vzdrževanje kakovosti in trajnosti surovin ali pa živil in pa seveda kot sredstva za osebno higieno tekom proizvodnje in distribucije. Zato se res postavlja vprašanje, ali je premišljena vsaka možnost nadzora patogenih bakterij v samo proizvodnji živil. In pa seveda, kaj povečuje tveganje oziroma kako ga lahko nadzorujemo oziroma kako lahko ukrepamo. Eden od odgovorov so seveda odporna stanja, v katerih so lahko prisotne bakterije, drugače so prisotne v nekih planktonskih posameznih oblikah, vendar se na površino pritrdijo, naprej reverzibilno, potem irreverzibilno, tam se povezujejo, združujejo, komunicirajo, tudi razmnožujejo in tako nastane neka združba različnih bakterij ali pa mikroorganizmov, imenovana biofilm. No, znotraj biofilma bakterije v bistvu sodelujejo, pomembna je njihova genetska variabilnost, komunikacija in pa tudi razni fluksni sistemi za razvoj odpornosti. Prav tako je zelo pomemben njihov stresni odziv, ki omogoča zaščito ali pa popravilo poškodb, ko nastanejo, in pa tudi hkrati omogoči, da se prilagodijo na nove stresne pogoje. Pri tem se pojavijo persistentne celice, ki so tudi dejavnik preživetja, so dejavnik virulentnosti, kontaminacije in tudi novih kolonizacij. In ta odporna stanja so dejansko zelo, znotraj njih so celice zelo zaščitene in v primeru, če ga želimo odstraniti za protimikrobno učinkovino, moramo le to dodati res v visokih koncentracijah
in so zato vedno bolj neučinkovite. Tako da razvoj gre v smer novih tarč, se pravi, če mi poznamo posamezne stopnje biofilma, jih lahko iščemo nove tarče, se pravi, da ne vplivamo na rast, ampak na mehanizme znotraj teh posameznih faz tvorbe biofilma. In te nove tarče omogočajo tudi nove pristope potem nadzora nad že tvorbo biofilma in s tem tudi nad patogenimi mikroorganizmi. Te tarče so lahko komunikacija, adhezija, pač s tem, ko spoznavaš, ko raziskuješ posamezne stopnje biofilma, iščeš tudi, katere so ključne in pomembne in jih lahko nadzorujemo. No, pri sami adheziji so najprej pomembne celične lastnosti bakterij, se pravi celična površina, njena komunikacija, povezovanje, agregacija. Na tem se kar veliko raziskuje, vendar pa je potrebno usmeriti raziskave tudi v vplive okolja, vplive medija in tako naprej, se pravi vključiti res in vitro in in vivo metode za raziskovanje. Bakterije so namreč sposobne pritrjevanja na različne površine, tako inertne površine, ki so prisotne v sami proizvodnji, na jeklo, steklo, plastiko, in od tam lahko pridejo do prenosa na sama živila. Prav tako so sposobne prilagoditve na biotske površine, kot so na primer črevesne celice, kar je morda še večji problem, saj je adhezija tudi predstopnja potem invazije in virulentnosti. No, tukaj vidimo primer pritrditve na kakocelice, amebe in pa tudi na list solate. Pri tem je zelo pomembna izbira prave metode ali pa vpeljava novih specifičnih metod, kvantifikacija adheriranih in biofilmskih celic. Trenutne metode, ki so uporabljene za kvantifikacijo adheriranih in biofilmskih celic, temeljijo predvsem na indirektnih pristopih, kot so barvanje biomase ali pa kultivacija, aktivnost, agregacija in tako naprej. Zato je pomembno, vse te so tudi so manj občutljive in nespecifične. Zato je pomembna vpeljava novih, bolj specifičnih metod, ki pa so seveda na osnovi DNA in pa pomnoževanja. V tem primeru lahko določimo majhne koncentracije DNA in pa tudi lahko določimo celice, ki so morda v drugih stanjih, kot je pri Campylobacteru značilno stanje v BNC, se pravi živo, vendar ne kultivabilno in jih s kultivabilnimi metodami potem ne dobimo. Tako da pri nas smo vpeljali digitalni PCR, s katerim smo natančno kvantificirali DNA, vendar smo to uporabili za pripravo standardne krivulje, potem pa smo s PCR v realnem času lahko ovrednotili naš število v našem vzorcu. Vpeljali smo tudi metodo, ki temelji na osnovi rastne krivulje in lahko preko nje v bistvu ovrednotimo količino biomase in EPS, v tem primeru pa je bil modelni organizem salmonela. Pri medcelični komunikaciji so glavne tarče signalne molekule AI2. Campylobacteri jih izločajo že med aktivno rastjo, se pravi v mediji, med rastno krivuljo, in če mi odstranimo celice, se pravi, če filtriramo in odstranimo bakterijske celice, dobimo, mi rečemo, izrabljeno gojišče, v katerem ostanejo samo signalne molekule. Pri biosenzorski metodi potem te signalne molekule izpostavimo senzorskemu sevu, ta jih zazna in izloča luminescenco, ki jo lahko mi merimo in kvantificiramo. No, biosenzorska metoda je v bistvu že vpeljana, ni bila naša novost, vendar smo jo nadgradili, s tem, da smo vpeljali nov, bolj občutljiv sev. Vpeljali in optimizirali smo tudi kemijsko-analitsko metodo v sodelovanju z dr. Dokša, ki temelji na osnovi HPLC in fluorescenčnega detektorja. In prav ti dve metodi sta v bistvu, eno smo nekako kombinirali, tako da smo z kemijsko-analitsko lahko tudi potrdili pravilnost kvantifikacije biosenzorske metode. No, zanimivo je, da je bila biosenzorska metoda bolj občutljiva kot kemijsko-analitska metoda. Signalna molekula AI2 pa je pri Campylobacterih predvsem stranski metabolni produkt in ne igra neke vloge pri zaznavanju celične gostote.
še vedno pa lahko igra pomembno vlogo pri komunikaciji, tako med vrstami, znotraj vrste in med vrstami. Med številom celic in koncentracijo smo dobili linearno korelacijo. Zanimivo je pa, da je koncentracija signalnih molekul, ki jih kampylobakteri izločajo, odvisna od rastnega medija. Tako smo v modelu živila določili večjo koncentracijo signalnih molekul. No, samo medcelično signaliziranje pri kampylobakterih ni še popolnoma raziskano, zato smo vključili mutant v genu LUXES, se pravi v genu, ki je pomemben za sistem komuniciranja, in ga tudi nekako okarakterizirali na različnih nivojih, na celičnem preko merjenja gibljivosti, pritrjevanja, biofilma, morfologije, metabolizma, virulence in pa na molekularnem nivoju preko RNA seka in proteinov. No, ugotovili smo, da je gen LUXES odgovoren oziroma nekako vključen že v osnovni metabolni proces pri kampylobakteru, odgovoren oziroma vključen je tudi v sam stresni odziv, predvsem pod pogoji stradanja in oksidativnega stresa. Pomemben je pri izkoriščenju različnih virov ogljika in dušika in pa v nekaterih res ključnih poti metabolizma. Poleg gena LUXES-a smo ugotovili še prisotnost nekaterih ključnih drugih genov, ki so pomembni predvsem za preživetje, persistenco, filmotvornost in tudi patogenost. In različni mutanti in pa te postavljene metode nam res omogočajo iskanje in raziskovanje posameznih faz biofilma in s tem iskanje ključnih mehanizmov. Tako smo na primer ugotovili, da je odsotnost polisaharidne kapsule pospeši začetne stopnje tvorbe biofilma in da odsotnost mehanizmov v odzivu na oksidativni stres vpliva na celotno dinamike tvorbe biofilma. Kot sem že prej omenila, je pa res potrebno ovrednotiti tudi vplive medija, vplivov drugih površin in pa vplivov mešanih kultur, s čimer se tudi trenutno aktivno ukvarjamo. No, vlogo genov raziskujemo tudi na nivoju morfologije, se pravi, poleg tega, da ugotovimo, kako vpliva na samo celico, na obliko celice, na njeno površino, kako se združujejo, agregirajo, na prisotnost flagelov, kar pa je naprej tudi ključno pri ovrednotenju vloge teh genov pri sami virulenci. Za primer je modelna celice Kako, kjer smo ugotovili manjšo adhezivnost pri genih za mutacijami v genih stresnega odziva, komunikacije in homeostaze železa, večjo pa, če ima mutacijo v genu polisaharidne kapsule. Vsi mutanti niso bili sposobni invazivnosti, kar je bilo zanimivo, večjo invazivnost pa smo ugotovili pri mutaciji v genu stresnega odziva. No, in s poznavanjem različnih mehanizmov lahko ugotovimo, kateri so ključni, kateri so pomembni in le te lahko potem zavremo. Tako da to novo znanje, te nove metode nam potem omogočajo iskanje bioaktivnih učinkovin, različnih virov, njihovih čistih komponent ali pa celo odpadnih produktov in polproduktov pri proizvodnji živil. In vsi ti viri so še vedno bogat vir učinkovin, ki ne zavrejo rasti, vendar eno ali pa morda tudi več teh celičnih lastnosti, kar je seveda potem osnova in vodi v razvoj novih strategij. Tako da, hvala za pozornost in prihodnjič še nadaljevanje.